Drage gledalke, dragi gledalci, z nami je eminenca gospod kardinal Franc Rode. Z njim se bomo pogovarjali o nekaterih pomembnih vprašanjih v cerkvi pri nas v Sloveniji, potem v rimski kuriji in pa v Evropi. Eminenca, sedaj je v zraku vprašanje o škofih. Vi ste član kongregacije za škofe. Kaj danes sveti oče pa kongregacija imata posebej pred očmi, ko imenujete nove škofe? Kakšne so to kvalitete, kakšni so to načrti, ki naj bi škof izpeljal, in pa kakšne so zahteve za vsakega škofa, ko je imenovan? Hvala lepa za to vprašanje, ki je zelo obširno. Začel bom z neko mislijo, ki jo je rad poudarjal moj nekdanji šef v Rimu, francoski kardinal Paul Poupart, ki je rekel, škof mora imeti 3 kvalitete, 3 sposobnosti ali značilnosti, da je dober kristjan, da je bister in da je pogumen. Torej, dober kristjan to pomeni pošten človek, človek vere, ki živi v skladu s svojo vero in ki je sposoben seveda tudi to vero oznanjati. Vero in moralna načela katoliške cerkve. To je tako imenovani munus docendi, se pravi služba poučevanja, ki jo ima škof, da oznanja evangelij, tak kot ga cerkev podaja že 2000 let, in da oznanja tudi moralna načela, ki so v evangeliju povzeta. In tukaj je treba reči, da kot cerkev škof izreče besedo recimo o družini, o varovanju in zaščiti človeškega življenja, o spoštovanju do človeka, o zakonski zvezi. Danes, če škof ali cerkev o tem spregovori, ljudje mogoče ne, ampak dosti ljudi, ki pišejo v medijih, pravijo, cerkev se vmešava v stvari, ki se je ne tičejo, ki niso v njeni pristojnosti. Treba je reči, cerkev ima nalogo od Jezusa Kristusa, ki je ustanovitelj cerkve, da oznanja tudi moralni nauk in da oznanja tudi ta moralna načela. Drugo, kar je dobro, da je bister, da je inteligenten, ja, to se razume. V glavnem cerkev to gleda na te stvari, da če je mogoče, da svojo inteligenco nekako vsaj da ni inferioren, da ni bi rekel, manj bister, kot so recimo njegovi duhovniki, ampak če mogoče nekoliko bolj. In potem tretja lastnost, ki sem jo omenil, da je pogumen. Tukaj je kardinal Ratzinger v svoji knjigi Sol zemlje zelo jasno napisal, tudi v drugih svojih knjigah vedno poudarjal, da škof ne sme iskati priljubljenosti, ne sme iskati aplavza, ne sme biti odvisen od javnega mnenja, ampak mora oznanjati evangelij in moralna načela evangelija taka, kot so. Naj bo to všeč ali pa ne tistim, ki to slišijo. Govori pa seveda vernikom in jih vabi k spoštovanju teh moralnih načel. In vedno jih nagovarja kot vernike, če drugi to slišijo, pa se ne strinjajo, naj vedo, da to pač ni namenjeno njim. To je namenjeno vernikom. Naprimer, ko sem jaz na Brezjah govoril o določenih problemih sodobne slovenske družbe, sem vedno začel pridigo z bratje in sestre, se pravi, dragi verniki. In na nje sem se obračal,
njih sem hotel, bi rekel, na nje sem hotel vplivati z svojimi besedami. Nekaterim to ni bilo všeč, ki so očitno zunaj cerkve, ampak cerkev ima pravico in dolžnost, da svoje vernike poučuje. To je, vidite, to je ta služba škofa, kot jo tudi zelo jasno opredeljuje Drugi Vatikanski koncil v službi za škofe, ko pravi, da imajo dolžnost oznanjati, potem njihova druga služba je posvečevanje, se pravi opravljanje evharistične dalitve in drugih zakramentov, in tretjič je vladanje. Se pravi, mora biti, seveda vladati kot služabnik, vladati v cerkvi, da je v cerkvi red, da se v cerkvi spoštujejo določena pravila, ki jih cerkev ima, in v tem, bi rekel, v tem krogu se giblje škof in to je njegova služba. Služba poučevanja, služba posvečevanja in služba vladanja. Cerkev je nekako zmeraj v tranziciji, zmeraj osvaja nova področja, čisto kot misijonska dejavnost, potem tudi v tranziciji glede na idejne tematike, ki so močne ali preživele, spodbuja nove. Kakšna je tukaj vloga škofa glede teh najbolj globokih iskanj v narodu, kako iti v prihodnost? Ali kot kristjan, ali kot neki narodni navdih, ali kot član enega področja, recimo v Sloveniji, sedaj smo v Evropi. Kakšne so tukaj pričakovanja, da škof v vseh teh zadevah tudi je prisoten in deluje? Jaz bi rekel takole, da je cerkev, kot ti praviš, je vedno nekako spremlja čas, gre s časom naprej, vendar ni odvisna in še manj sužnja časa. Cerkev je vpletena v čas, vendar je tudi instanca, ki je nad časom. In tudi ravno zaradi tega, ker je globoko ukoreninjena v določenem času, v določeni dobi, ravno zato mora tudi presegati to dobo, ta čas in miselnost, ki prevladuje v določenem času, zato da lahko pove tisto besedo, ki jo ima, besedo evangelija, da jo lahko oznanja v vsakem trenutku. Cerkev se nikoli ne sme identificirati z nekim recimo političnim trenutkom. Vzemite, če bi se cerkev identificirala z samoupravljanjem, recimo, ali še prej, recimo, ne vem, z nacizmom ali z fašizmom. To bi bilo zelo, zelo narobe za cerkev in če se je cerkev včasih preveč bi rekel, poistovetila z nekim sistemom, z nekim mišljenjem, z neko politično opcijo, to nikoli ni bilo dobro za cerkev. Cerkev mora vedno ohraniti svojo samostojnost, svojo, bi rekel, neodvisnost od miselnih tokov nekega časa, od nekih trendov, ki prevladujejo v določeni družbi, ohraniti svojo svobodo, da bo njena beseda svobode in beseda, ki bo razsvetljevala, beseda, ki bo orientirala, ki bo kazala smer k dobremu, k poštenemu, pravičnemu in resničnemu. To je nekaj, kar pa je že apostol Janez v Apokalipsi, ko piše 7 cerkvam in nekako tudi pove škofom, kaj ne delajo oziroma česa ne smejo in to. No, vprašanje pa tole. Kakšni instrumenti obstajajo, da cerkev to presoja glede delovanja škofa oziroma naravne škofije? Kakšen naravni škofije praviš? Kako? So naselke. Tu je
to samo odmev ljudstva, ali pa so tudi neki kriteriji, kako presoja delovanje škofa in ga potem papež recimo tudi spodbudi, da nekakšno stvar bolj resno vzame. Dobro, jaz mislim, da tukaj je, dobro, vsak škof je škof po Božji milosti. In po milosti Svetega sedeža, kot smo včasih rekli, in še vedno velja. Seveda, pri izbiri škofov Sveti sedež zelo, zelo pazi, da imenuje poštene ljudi, zanesljive ljudi, tudi pazi na to, da so moralno neoporečni in papežu zvesti. Vidite, Sveti sedež na čelu papež ima svoje, bi rekel, svoje poudarke, svojo linijo in to linijo mora pravzaprav škof v svoji škofiji zastopati, jo mora braniti in pokazati, da je v občestvu z Svetim očetom, da je zvest nauku cerkve, ki ga Sveti oče ostanja. To je njegova važna dolžnost. Zdaj, moram reči, da danes v svetu večjih problemov glede tega ni. Nekateri škofje so bolj, recimo, če hočete, če govorimo politično, bolj levi, drugi so bolj desni, vendar to so čisto legitimne razlike med škofi, vendar v bistvenih stvareh se absolutno vsi strinjajo. In če se pa zgodi, da kakšen škof, recimo, da se oddalji od katoliškega nauka, potem jasno, da se tega škofa umakne. In tu pa tam se to zgodi, posebno v Južni Ameriki, recimo, ko je bila zelo na pohodu teologija osvoboditve, ki je bila v svoji najslabši verziji pravzaprav nek marksistični pogled na svet in na cerkev in na krščanstvo. Nekaj škofov recimo je zapadlo v to zanko, če hočete, v to zmoto, in jih je cerkev opozarjala, naj se, bi rekel, držijo tiste linije, ki jo zastopa cerkev, ki jo zastopa Sveti sedež. Če se niso uklonili, so pač take škofe, bodisi na ta ali oni način onemogočili. Ali da so jih odstavili, ali da so jih zamenjali in jim dali manjšo škofijo, kjer niso imeli toliko vpliva in toliko odmevnosti v javnosti. Take stvari, ne? Sedaj pa, gospod kardinal, vi ste delovali, oziroma delujete v rimski kuriji, se pravi, da ste v skupini kardinalov, ki je najbližje papežu. Imate pa tudi tesne stike z vašimi kolegi po svetu, ki so nadškofi ali pa imajo druge ugledne službe po vsem svetu in so na tekočem z najbolj globokimi smernicami današnjih misli in pa drugih procesov. Kako se to dogaja v Rimu? Kako vi te stvari presojate? Sedanjo situacijo v svetu mislim, da je trenutek, recimo današnji trenutek ga zelo, zelo močno zaznamuje pojav sekularizacije. Papež Benedikt XVI skoraj vsem škofom, ki pridejo na obisk vsakih 5 let k njemu, skoraj vsem škofom, predvsem evropskim in severnoameriškim škofom, poudarja nevarnost, govori o nevarnosti sekularizacije. Se pravi, Bog, ki je pravzaprav odsoten iz življenja toliko ljudi, Bog, ki izginja
iz človeške zavesti. Moralna načela evangelija, ki jih je oznanjal Kristus, izgubljajo svojo veljavo. In vidimo recimo, da je v Evropski uniji sami, da so zakoni, ki so pravzaprav v nasprotju z evangelijem, naprimer glede spoštovanja človeškega življenja od spočetja do smrti, glede zakonske zveze med možem in ženo, med moškim in žensko, glede kakšnega drugega, bi rekel, predvsem na tem področju je nedvomno, recimo, Evropska unija se je oddaljila od krščanskih načel. Ni rečeno, da vsi to sprejemajo, vendarle te stvari se pojavljajo v zakonodaji te ali one dežele. Recimo v Španiji so v zadnjih 8 letih, ko so bili na vladi socialisti, so praktično vsa ta, bi rekel, te zakone spremenili in šli v neko smer, ki dejansko je proti evangeliju in je tudi proti pravzaprav identiteti španskega naroda, ki je katoliški narod. Vendar imeli so oblast in so to storili. In take, bi rekel, take zakoni lahko naredijo veliko škode in tudi zelo težko jih je potem odpraviti. Tako da to je ena stvar. Recimo drugi, pa ne bomo se omejili samo na te, bi rekel, na te moralne probleme, ki so seveda navzoči in ki vplivajo na ljudi in ki cerkev skuša tukaj svojo besedo popraviti to miselnost in vzpostaviti ali zagovarjati pravo evangeljsko doktrino. So pa potem tudi druge stvari, za katere recimo Sveti sedež ima močno vlogo v mednarodnem življenju, naprimer za socialno pravičnost. Kolikokrat papež bodisi v svojih nagovorih ali v daljših dokumentih ali druge rimske kongregacije opozarjajo na vse večje, recimo večje uboštvo, revščina tretjega sveta v Afriki recimo, in pozivajo k večji socialni pravičnosti. Glede miru, to je gotovo cerkev, Sveti sedež dela za to, da bi preprečil vojne in kjer more, tudi posreduje in dela na tem, da ne bi prišlo do oboroženih konfliktov med narodi in državami. Potem tudi, po mojem, treba reči, Sveti sedež ali katoliška cerkev promovira kulturo in ustanavlja recimo šole, univerze, gimnazije, šole. To je struktura, ki je zelo mogočna in izredno pozitivno deluje v svetu, tudi v deželah, kjer so katoličani manjšina, recimo v Indoneziji so katoličani mogoče 2%, 3%, ampak imajo izredno močno, bi rekel, omrežje katoliških šol in katoliških bolnišnic, ambulant, zdravstvenih centrov in tako naprej. In v glavnem je to socialno delo in kulturno delo katoliške cerkve nekaj zelo pomembnega in jaz bi rekel tudi verjetno najlepši obraz katoliške cerkve. Cerkev se tukaj z silami, ki jih ima, danes žal v mnogih deželah te sile nekoliko pešajo, recimo redovniki, redovnice, ampak po drugih deželah je pa to zelo živo in je cerkev izredno navzoča na socialnem in kulturnem področju. In tam vrši svoje poslanstvo in pričuje za evangelij. To je živeti evangelij.
Evangelij, ki ga živijo, ki ga prakticirajo in kažejo, kaj pravzaprav evangelij, ki je spremenjen v življenjsko prakso. Če se vrnemo sedaj malo k Evropi, večkrat ste že omenili, katera krščanska prvina v tej dinamiki združevanja Evrope je sedaj nekako najbolj prepričljiva? Je to socialni nauk cerkve ali je to navdih združevati Evropo na načelo solidarnosti, enakopravnosti, potem, da vsak narod prinese iz svojega najboljše, kar ima, in da je to potem tisto, kar tudi druge spodbudi k boljšemu življenju. Kje vidite vi z rimskega zornega kota, da se ta proces združevanja na krščanski načeli pa kljub vsemu nadaljuje? No, jaz mislim, tukaj je treba reči, nedvomno je socialni nauk cerkve ena najboljših stvari, kar jih sploh imamo v tem trenutku na svetu. Žal, ta socialni nauk mnogo kje ne upoštevajo, tudi katoliške dežele, recimo, kot so nekatere dežele v Južni Ameriki. Ta nauk bi morali vzeti veliko bolj resno in bi bilo veliko boljše, če bi ga upoštevali. Kar zadeva Evropo, gledajte, te dni je bil na Svetih Višarjah, zopet so prišli skupaj trije narodi, tri dežele, srečanje treh dežel, Furlanije, Koroške, Avstrije in Slovenije. No, in tam je bilo poudarjeno, nadškof iz Vidma, Mazzocato, je poudaril, da je Evropi treba dati dušo. Evropa ne bo obstala, če ne bo imela res ene, bi rekel, duha, pravega evropskega duha, ali kot pravi on, dušo. To pomeni, da poleg vseh teh struktur, ki jih imamo, poleg skupnega denarja, poleg različnih oblik medsebojne pomoči, ki obstajajo in ki več ali manj funkcionirajo, je na dnu, bi rekel, na dnu Evrope je treba postaviti določene vrednote. Janez Pavel II. Se je silno zavzemal, da bi v Evropsko ustavo bilo omenjeno krščanstvo oziroma krščanske korenine evropske kulture. Ni uspel. Belgija zaradi framasonov, Francija tudi zaradi framasonov so to preprečili. Druge države so za to bile. In dejansko pa je Evropa temelji na vrednotah, ki so krščanskega izvora. Spoštovanje človekovega dostojanstva, človekova svoboda, človekova pravica do življenja od začetka do konca in tako naprej. To so vrednote, ki jih ima Evropa od krščanstva in ki so pravzaprav razlog ali tista zadnji razlog, zakaj je Evropa v zgodovini uspela. Praktično je evropska civilizacija preplavila svet in se načela evangelija, kot je recimo ljubezen do bližnjega. Tudi v deželah, kjer krščanstvo komaj kaj prisotno, naprimer na Kitajskem ali v Indiji, se to načelo spoštovanje človekovega dostojanstva vse bolj uveljavlja. In to je sad evangelija, to je sad krščanstva. V drugih civilizacijah tega ni. Tega principa ljubezni do bližnjega, recimo. Tudi do tega, da se ti žrtvuješ za bližnjega, to je tipično evangelsko. In tega v drugih civilizacijah ni. Danes sprejemamo to kot samo po sebi umevno. Dejansko je to, ima to svoj izvor v krščanstvu. Drugo, za kar se je treba in za kar se trudi cerkev v Evropi, je, da ne bi odrinili cerkev iz javnosti.
Tukaj moram reči, da je boj zelo, zelo krut, ker so določene sile v Evropi, ki bi hotele praktično privatizirati, potisniti cerkev v zasebno sfero, da ne bi imela vpliva v javnosti, da bi bila vera zgolj nekaj, ki je v intimnosti človeka, kvečemu v krogu njegove družine, in da ne bi bilo pravzaprav zunanjih znamen vernosti. In tako, kaj bi bila Evropa brez tega? Veste, kaj bi bila Slovenija recimo brez cerkve na Blejskem otoku? Si predstavljate? Tako, ker so menda, da so hoteli po vojni, da so hoteli cerkev podreti in postaviti en hotel. No, k sreči do takih neumnosti ni prišlo. Ampak Slovenija bi izgubila svojo dušo. Slovenija bi izgubila svojo dušo, če na Blejskem otoku ne bi bilo Marijine cerkve. Tu je identiteta Slovenije, tu je identiteta Evrope. In ta identiteta ali istovetnost se mora videti. Zato se bori cerkev v Evropi in s tem moram reči, nam zelo pomaga tudi recimo pravoslavni svet, ki je v tem smislu dosti bolj širokogruden in bister in pošten v svojem mišljenju. Recimo, pred dnevi je bil ruski patriarh Kiril v Varšavi in so podpisali neko pogodbo, prijateljski sporazum med poljsko cerkvijo in med rusko pravoslavno cerkvijo. Rečeno je, vsak Poljak naj vidi v Rusu svojega brata in prijatelja in vsak Rus naj vidi v Poljaku svojega brata in prijatelja. To so čudovite stvari. Dva naroda, ki sta bila v zgodovini praktično skozi na bojni nogi in ki sta si veliko hudega prizadela drug drugemu, da sedaj poljski episkopat in ruski patriarh izrazijo in podpišejo take besede, to je nekaj fantastičnega za prihodnost. Hkrati so se zavzeli proti sekularizaciji evropske družbe, proti privatizaciji cerkve in proti umikanju religioznih znamen iz javnega življenja. In v Rusiji in na Poljskem se katoličani in v Rusiji pravoslavni borijo proti temu, da bi vse bolj izginjala znamenja vernosti v javnem prostoru. Tukaj smo si zelo blizu in praktično branimo ista načela, se zavzemamo za iste stvari. Gospod kardinal, se vrnemo zdaj malo še v Slovenijo. Pa nas je zdaj neka tranzicija v eno privatizacijo cerkve v krizi. Letos bodo velike odločitve padle v slovenskem prostoru. Kako vi vidite ta prehod iz neke politične anonimnosti, ko niso imeli svoje države, sedaj v javno prepoznavnost, ker smo suverena država, priznana od drugih držav v Združenih narodih. Kako pa zavest o državnosti se v tem času poraja in na katerih segmentih je dovolj živa, da smo lahko zadovoljni, kje pa bi bilo treba še kaj postoriti? Glede državnosti, no, to je vprašanje, ki ni ravno iz mojega področja, vendar jaz bi rekel, da to sem že pred leti v kakšnem intervjuju povedal, ne. Državnost, bi rekel, državni simboli morajo biti vidni.
vsi narodi jih imajo. Po mojem je v Sloveniji tega premalo. Tega premalo. In jaz bi bil vesel, recimo, če bi se v tem smislu nekaj spremenilo. Recimo, predsednik niti nima svoje rezidence. V isti stavbi je, kot je vlada, kot so drugi uradi. Niti nima svojega gesla, nima svojega prapora, ki ga imajo povsod, nima svoje straže. Slišite, ene 2 ali 4 vojake bomo pa lahko plačali za predsednika, ne? Kaj pa se to pravi? In seveda potem, kakšna je pa njegova avtoriteta? Jasno, da ne more imeti tiste prave avtoritete, če se sprehaja kot običajen državljan, tu pa tam, ne? In ni čisto nič, bi rekel, nekaj slovesnega vendarle mora biti, ne? Nekaj državniškega. Jaz bi rekel drugo, naš parlament, pa imamo na naših centih, tehle stotinih, ne, imamo katedrala svobode in to je Plečnikov načrt za slovenski parlament, za slovenski državni zbor. Ja, zgradimo ga, ni dosti, da ga imamo na tistih parah, ne. Potem recimo še druge stvari, recimo himna. Zakaj ne bi začeli Bog živi nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Potem pa živene vsi narodi. A smo samo internacionalisti, a se samo klanjamo drugim, svoje identitete pa ne izrazimo? To ni pametno, to ni pošteno, to je poniglavo. Taka Slovenija ni ta prava. To je treba nekaj ukreniti tukaj, ne? No, še marsikaj bi imel tukaj povedati, veste, pa bom reč tih. Kako bi pa naj danes politične stranke delale v tej smeri? Sicer to za ni najna tema, da bi dali komu na svet, ampak nekje pa ta politična modrost pa mora biti prisotna, se razvijati, nekdo je mora spodbujati, kako naj to naredimo, tudi naj najdemo kakšen nov izvirni pristop k temu. Glejte, jaz sem prepričan, da so določene stranke pri nas, ki čisto nič državniško ne funkcionirajo in bi morale. In vidite, nad strankarskim interesom je treba videti državni interes, narodni interes. Ne pa samo, kje si boš pridobil politične točke za prihodne volitve. To je tako obnašanje pravzaprav je zares škodljivo za državo. In jaz upam, da bo narod, ko bo politično vse bolj zrel, znal videti, katera stranka je res državotvorna in se obnaša državotvorno in katera stranka je pravzaprav ena politična sekta, ki ne vidi drugega kot svoje majhne politične interese. Mi smo zdaj v Evropski uniji, to pomeni, da je naša suverenost na 2 ravneh, na obveznosti z Unijo in pa na slovenski ustavi, kar se tiče naše samobitnosti in pa slovenske identitete. V kakšnem smislu dejstvo, da smo v Evropi, to krepi našo samostojnost, pomoč in kaj pa bi lahko v tej smeri morali narediti, da bi to prišlo bolj tudi v zavest v ljudje? Dobro, jaz mislim, da je vsekakor prvo je narodna zavest. Zavest o slovenski istovetnosti. Jaz sem Slovenec in sem Evropejec. Sem državljan Republike Slovenije in sem državljan
Evropske unije. Kot Slovenec sem državljan Evrope. Se pravi, prvo temeljno je ostati, biti in trdno biti Slovenec. Gledati z slovenskega zornega kota na dogajanje v Evropi in v svetu, zagovarjati tiste temeljne vrednote, ki so vrednote slovenskega naroda, jih živeti in jih spoštovati in jih tudi predstavljati znotraj Evropske unije. Vendar ne v nekem zaprtem krogu, ampak v odprtosti Evropi. Toliko laže je to doseči, ker nam Evropa ni tuja, ker smo od leta 745 dalje od krsta naših knezov Gorazda in Hotimira na Bavarskem vključeni praktično v evropska dogajanja. In smo del Evrope in del te civilizacije. Ta civilizacija nas je krojila, nas je naredila, to civilizacijo smo mi sprejemali in dojemali kot Slovenci po svoje, z določeno izvirnostjo in torej nam ne more biti nobene dileme, nobene psihološke težave, da se mi kot Slovenci počutimo v Evropi doma in da sodelujemo pri dogajanju v Evropski uniji. Eminenca, vaše počitnice se iztekajo. V čem so bili navdih in s kakšnimi novimi idejami greste v Rim? Nove ideje, ne vem, da bi jih bil tukaj kaj dosti pobral. Nekoliko sem doživel v teh tednih, kako bi rekel, nekakšen težavni trenutek, ki ga preživlja Slovenija sedaj. Politično vemo, da je naš položaj dosti krhek, nimamo kakšne, recimo, parlamentarne večine, ki bi imela več svobode vladanja. Vladna koalicija kaže, da ni toliko trdna, kot bi lahko bila ali bi morala biti. In to je nedvomno za Slovenijo, ki je v ekonomsko slabem položaju, zelo nevarno. Če stranke ne bodo bolj državotvorne in če ne bodo gledale bolj na skupno dobro in na stabilnost naše države in našega gospodarstva, potem lahko pademo v tako situacijo, recimo, kot je Grčija. In to bi bilo porazno za nas. Jaz upam, da se to ne bo zgodilo. Vendar je treba reči, da so stvari, da je situacija zelo resna in da se ne moremo in ne smemo igrati v tem trenutku. No, to je eno, kar zadeva cerkveno, bi rekel, razmerje znotraj cerkve. Kaj ne rečem, dosti sem se razgovoril o tem v intervjuju, ki sem ga dal za Večer pred nekaj dnevi in mislim, da bi bilo treba nekoliko umiliti stvari. O mariborski aferi ne bi govoril, ker jo tudi od znotraj ne poznam. Mislim, da je bilo tukaj dosti zgrešenih računov in načrtov in jih sedaj plačujemo, drago plačujemo. Kar pa zadeva ljubljansko afero z nadškofom Uranom, pa lahko rečem, da je bila popolnoma nepotrebna. Nekega škofa Sveti Sedež odstavi, sporazumno je bilo podpisano, da odstopi, potem, če si to sprejel in podpisal, se umakneš in ne delaš prahu okrog sebe. To bi bilo najbolj pametno. Ves ta prah,
ki ga sedaj dvigajo seveda politično zainteresirani mediji, zato da bi škodovali cerkvi, ves ta prah je pravzaprav odveč. Gospod kardinal, hvala lepa za pogovor. Najlepša hvala za vprašanja. Bog vas živi.